Žujo, game changeri ne prihajajo samo iz biznisa. Današnji gost je prej umetnik, kakor biznismen. Ne pašem v to srednjo menedžersko, da mi ta svet ni blizu. Na začetku svoje kariere je kot voditelj nočnega programa imel namišljenega gosta. Rodila se je oddaja, ki jo fura že 30 let. Rad bi imel najboljšo oddajo na svetu. Rad bi bil najbolj bogat človek. Jaz sem hotel imeti največ vpliva, kar ga človek sploh lahko ima. Hotel sem imeti moč in hotel sem imeti oblast. Politični satirik, izvrsten imitator, ustvarjalec zvezd, mojster improvizacije. Sploh ne rabiš imitacije dobre, tega ljudje sploh ne vedo. Ti rabiš samo način, kako to zadevo izvedeš. Sašo Hribar je moj gost. Jaz mislim, da se bo imela zabavno. Uživajte na najni vožnji. Kaj greva zdaj mi dva? Žujo, Stari, nekam se peleva. Kaj? Nekam se peleva. Kako bi ti rad videl, da ljudje prepoznavajo Sašota Hribarja? Jaz sploh ne bi rad videl, da me ljudje sploh še prepoznajo. Ne? Ja. Jaz sem zelo vesel, če se lahko vrnem na izhodišče, a greš na en per, gremo na železniško postajo in spijava mogoče 10 perov. Ti si prvi, ki v resnici nisi iz sveta biznisa. In Sašo Hribar je nekdo, ki je imel namišljenega gosta v neki radijski oddaji, sem slišal, in potem s tem dobil priložnost, da narediš Radio Gaga. Ja. In 30 let to furaš. Zame je vsak 30 let z enim produktom uspe zdržati game changer. Najbolj zanimivo je, da je bilo to privat. Radio Gaga v 90-ih letih, ko sem ga začel, je bila prva privat radijska postaja v komunističnih državah Evrope. Vzel sem v najem frekvenco 3. radijskega programa in potem sem s tem hodil do generalnega direktorja in ta direktor je rekel, pridi jutri. Jaz sem hodil vsak dan, en dan je pa rekel, namej tole zadevo. No in recimo v tistem času, mlad fan sem bil, sem razmišljal zelo enostavno. Ne? Rad bi imel najboljšo oddajo na svetu. Rad bi bil najbolj bogat človek. Jaz sem hotel imeti največ vpliva, kar ga človek sploh lahko ima. Hotel sem imeti moč in hotel sem imeti oblast. Ja. In ker sem ugotovil, da mi te stvari tečejo, sem se teh zadev začel resno lotevati. Ne? In takrat je imela res radijska oddaja strahotno moč. Ne? Delali smo nekaj, kar noben v življenju še ni počel, dokaj se ni kasneje zgodilo nekaj. A jaz res želim biti najbogatejši človek na svetu. Po kolikem času so prišli te dvomi? Po kakšnem letu te oddaje so se pojavili razni investitorji, ki so me povabili, da bi delali skupno televizijo, da bi delali radio. Takrat, ko se je pa resno razpravljalo o tem, da bi šel jaz v projekt velike televizije, velikega radia, sem najprej ugotovil nekaj, da ne pašem v to srednjo menedžersko, da mi ta svet ni blizu. Način življenja na radio in na televiziji mi ni blizu. Kje pa ti kaj v življenju, da pa pol blizu? Da imam okolje, kjer lahko moja glava deluje, ne? Da imam prosto pot, da nimam obremenitev, da nimam odgovornosti, da nimam urnika in seveda, kar je najpomembnejše, da nimam nobene avtoritete. Skratka, počasi sem se začel zavedati, da je vse, kar ni v moji glavi, samo obremenitev. Zdaj, začel si ti sama, ne, ali kako? Se pravi, ideja je rasla že dolg časa in Butna skala je bila zame izhodišče, ker je takrat Emil Filipčič in Marko Derganc se nista tega zavedala, kakšno moč sta imela samo s tistim, kar sta posredovala ljudem kot neki natur, nekaj, kar ni bilo brez kakršnega koli načrta. In to zadevo sem jaz rekel, je treba oživiti na višjem nivoju, drugače treba narediti. Iz tega je treba narediti zgodbo, ki bo močnejša, kot je bila takrat. Zanima me to, kdaj se ti je ekipa pridružila? Pa sem se kar začel limati zraven, pa je prišel glasbeni urednik, pa je prišel Boštjan Škrab, pa so kapljali so ljudje počasno. Zdaj, Butna skala je bila inspiracija? Butna skala je bila za mene inspirativna zadeva zaradi tega, ker je prek nekega mehkega radia študent v tistem času, ki je imel doseg zelo slab zaradi frekvence, ki je segala zelo malo. Ne? In da so to zgodbo poznali na Štajerskem, da so jo poznali v Prekmurju, da so o tem govorili, potem je nekaj je moglo biti na tem. A je bila publika ista, Butna skale pa tega, kar se ti pol nadaljeval? Ne, kje pa. Jaz sem seveda zdaj fasciniral najprej starejšo generacijo. In sem jih hotel tudi spoznati in smo naredili prvi izlet Radia Gaga, smo naredili z muzejskim vlakom, smo šli dol na Primorsko. Je bil najmlajši, je bil star 70 let. Potem
No, ta fascinacija, ki nisem mogel dojeti, da je možno. Mlada generacija v srednjih pa osnovnih šolah so imeli slušalke in so to dajo poslušati. Zdaj pa je danes tvoja publika? Pa ne vem, poglej. A to nič ne raziskuješ? Ne, jaz ne raziskujem, jaz se s tem ne ukvarjam in me to ne zanima. Ti čisto ugibaš, kaj tvoji publiki všeč? Ja, čisto ugibam, nimam več nobenih raziskav. Ampak ti fanti, ki jih imaš pa zdaj noter v ekipi, so pa sami mladci. A so oni pritegnili mlajšo populacijo? Ja, ne vem, jaz upam, da so jo. Jaz tudi z njimi nimam nobenih kontaktov, razen me dodajo. Večkrat sem jih vprašal, sem rekel, povejte mi, a se vam zdim stari, zatežen krele, ki se sili še zraven. So rekli, ja, ti bomo povedali. Zaenkrat smo še, ko bi bili isti letni. Ja, jaz imam tak občutek pri tebi, ko nekdo postane zvezda, ko najde svojo pot, ja, svojo pot. To je pa žalostna zgodba te oddaje. To si v bistvu tudi game changer, ti ustvarjaš zvezde. Ja, to je pa res. Ja. Mislim, ne morem jih zadržati, ne? Tako da če dobijo dobro ponudbo drugot, ja. In to privoščim. Ampak še ena stvar, ki mi je bila zanimiva. Ne? Jaz sem prvič pri tebi doživel, da si delal oddajo tako, da si interakcijo z občinstvom spodbujal. Izhajal sem takrat spet, rekel, čist iz elektrotehnike, osnov elektrotehnike. Ne? Napetost je razlika dveh potencialov. Večja, kaj je napetost, večji tok se žene. Ne? Na eni strani imamo protagoniste, to smo mi, na drugi strani imaš pa nulo. No, ali pa recimo fazo, pa smo mi nula. Ne? In če to vklopiš, dobiš pač napetost, ne? In to žene nek tok, ne? Ker je zanimivo. Ne? Ker če ne, je to enosmerni tok. In ti si v bistvu prav želel si pol teh? Ja, ampak kasneje mi je bilo žal. Ne? Zakaj? Ja, zaradi tega, ker to eskalira potem v neko negativno energijo. Ker če človek je lahko tudi kritičen, lahko je to, če pa žaljiv, če pa okuži vse z neko jezo, če te spravi v razpoloženje, ki ga ne pričakuješ in ga ne maraš, se pa to lahko širi pa tudi na publiko in tako naprej. No, glavno, tam si bil pionir, ne, v tem delu. Ja, ampak seveda. Bile ste pa dve prvine, ne? Eno je politična satira, ta drugo je pa imitacija, ali kako? V tistem času se je začelo računalništvo, ne? In so rekli, Sašo, za računalniki lahko delaš vse. Jaz pa tega nisem dojel. Vse, ko z mikrofonom lahko delaš vse. Da lahko se gosta zmisliš, lahko se temo zmisliš, lahko narediš fake news, lahko narediš senzacijo, lahko se zjočeš, lahko koneš, lahko narediš revolucijo, če hočeš. In jaz sem doživel mikrofon kot medij, preko katerega lahko delaš vse. Preko računalnika ne moreš pa vsaj v tistih časih delati nič. A tehnologija kakorkoli tvoj biznis spreminja? Pred leti je Srečo Katona nabavil tisoče efektov, več kot jih je imel cel RTV. Ja. In smo takrat šli v eno zgodbo, da bomo čisto vse naredili dejansko tako, kot je radijska igra. In so mu prepovedali. In se rekel, ja pa prav, no, če pa tako, bomo pa sami efekte delali. Imamo Jurta Masnaka, ki lahko naredi vse efekte, kar jih recimo iz grla, kar jih nekdo kupi, jih on naredi, kar hočeš motor, hočeš drevo, lisje jeseni, lisje spomladi, hočeš kako se avto zaleti, kako avto zdrsne, samo rečeš mu in to naredi. A res, ja. Kaj pa z oddajo Hribar? Tam ste pa še malo dodali en efekt zraven, ki je bila animacija. Tisto je bilo v tistem času, ko je bila oddaja Hribar, so bile te animacije revolucija celo v svetu. Ja. Tega ni bilo zahtevno. Koliko časa ste ustrajali s to oddajo? Ne vem koliko časa, 10 let je bila ta oddaja, potem smo se pa odločili, da je dost. Se vsakdo lahko nauči imitiranje? Čisto vsak. Sploh ne rabiš imitacije dobre, tega ljudje sploh ne vedo. Ti rabiš samo način, kako to zadevo izvedeš. Pomembno pa, da moraš v tistem trenutku zaupati svoji intuiciji in tistemu, kar si. Namreč, vsi mediji delujejo po principu, da tisto, kar si, povej vsem, da nisi, ali drugačno, tisto, kar nisi, govori ljudem, da si. To razliko moraš zmanjšati na minimum. Moraš biti to, kar si. To, kar si je pa najtežje, zaradi tega, ker si lahko zelo dolgočasen. Kako bi pa rekel, da se spreminja ta industrija, v kateri ti delaš? Take razlike med tistim, kar človek je, in med tistim, kar misli, da je, do zdaj še ni bilo. Pomembnost človeka je deficit vsega. To je odvod vseh človeških, moralnih, etičnih, naravstvenih vrednot. Ker tisto dejansko, kar človeka ne bi smel krasiti, v tem trenutku estrada najbolj krasi. Z vsemi instinkti, nagoni, z vsem slabim, kar človek nosi pri sebi, je v estradi bistveno bolj uspešen kot človek, ki ima neke vrednote, o katerih sem govoril. To je isto, kot da bi danes učitelj rekel, otroci, samo nekaj vas prosim, ne biti pošten, pa če se le da, krate tako, da v temelj zaledje. In to, kar vam zdaj razlagam, ne učite se, to pač moram, ker sem učitelj. Drugače so pa stvari se dogajajo drugod. Kako se recimo v tem poslu, ki ga ti delaš, meri uspeh? Ne vem.
ne vem. Mislim, zdaj prebral sem, da si dobil 9 Viktorjev, Ja, da si pa to je dobil bilo, kaj vse. v bistvu je šlo za to, ne, da je bilo kar neko društvo tam, ki bo podelilo priznanja, v bistvu si pa ti tam prišel pa jim nastop naredil, ne. Za ston si jim nastop naredil, pa zdobil pa eno bučo zvrtano noter pa napis. Te meritve so en velik fake, ne, meritve se da naročiti. To je taka subjektivna zadeva, da je o tem težko presojati. Eno je poslušanost, drugo je poslušljivost in tretje je odmevnost. Odmevnost je tista zadeva, ko veš, da te nekdo posluša. Kaj te inspirira v poslu? No, če končava zdaj tam, kjer sem začel, ne, da jaz ekonomsko sem ugotovil, da ne sodim v rang menedžerjev, ne, niti da z informacijami, ki jih je preveč, ne handlam. Izključno sem človek, ki se osredotoči na eno informacijo in tisto informacijo izkoristi do konca. Jaz se lotim določenega projekta v glavi, vem, kaj bi naredil in tako naprej. Za realizacijo potem rabiš pa ljudi, rabiš en tim, rabiš poslovni načrt. Ampak jaz bi te zadeve potem fural naprej. Jaz bi jih tudi poskušal realizirati, ampak meni že delajo novi projekti naprej. In sem rekel, ko me bo minil to, da se mi bojo v glavi začeli dogajati stvari. Ko me bo to enkrat minil, se bom začel pa ukvarjati s tem, kako bi to plasiral. In kadarkoli razmišljam, kako bi se spravil nek projekt realizirati, ker naenkrat mi nek predmet pride pred oči in se začne odvijati neka nova zgodba. Škoda me zanima, ne? Začel si v bistvu na radio delati, kakor novice si bral, voditelj si bil in tako. Pa kar naenkrat, si pa rekel, jaz sem avtor. To je bil tvoj verjetno game changing moment, ne? Jaz sem začel kot speaker, kot bralec. Zdaj, na eni strani si razpet med tem, da nisi avtor, da si samo nekdo, ki je posodil glas. Ne? Po drugi strani sem ugotovil, da vsi te profesionalni bralci niso zaščitili svojega glasu kot nekaj, kar je akt umetnosti. Dober bralec je človek, ki lahko slab tekst prebere tako, da je tekst fenomenalen. Se pravi, obstaja ena varianta, da to speakersko delo povzdigneš na nivo umetnosti, ali pa, da se enostavno začneš igrati za svojim avtorstvom. Ampak kot speaker se pa kje učiš? Uradno priznana speakerska šola je samo na televiziji in Radio Slovenija, ne znajo pa tega zaščititi. Problem je, da vsak, ki pride pred mikrofon, pa pove 2 stavka, ustanovi šolo sam. A je radio v bistvu tvoja edina služba in si tvoj edini delodajalec? Zdaj? Ne, od začetka. Jaz sem bil najprej, sem študiral metalurgijo in potem sem bil najprej v eni fabriki vodja površinske obdelave. Takrat sem že prvič ugotovil, da štempljati smo se mogli zjutraj. Sem rekel, jaz se nikoli v življenju ne bom štempljal. In ko sem to bedo doživel tistega časa, sem si zaželel, da bi imel samo svobodo. Nič drugega kot to, da imam svobodo, pa tudi, če nisem plačan za to. Jaz sem pol tam delal samo 8 mesecev in sem šel potem delati audicije, izpite in take stvari za radio. Takrat sem jaz hotel biti novinar, moderator. Pa je Ajda Kalam presodila, polkrat sem bral, da če bi bil speaker. Jaz pojma nisem vedel, kakšna je razlika. Nisi rekel prav, ne? Ja, danes je verjetno tako, ne, da moraš veliko stvari znati delati. Ne? Jaz bi bil danes na eni lokalni radijski postaji popolnoma neuporaben. Tam mora biti kar multipraktiki, ali kako? Ja. Verjetno, ne, potrebno je racionalizacija stroškov, zakaj bi delal nekdo, če lahko dela eno. Pa se na radiju zdaj recimo, pa na televiziji, oziroma na RTV-ju se čutijo, da so neki novi časi? Ne, nič se ne trudijo. Jaz si predstavljam, da nekdo, ki je voditelj, je lahko malo zvezda. Ta zvezdništvo je z negativno konotacijo na RTV-ju še zmeraj prisotno. Ne? Kaj se pa greš? Zakaj? Ker zvezdništvo po svoje popularizira nek nižji nivo komunikacije in diskurza. Takoj označa, da si komercialen, da si spustil nivo diskurza, da nisi več prepoznaven v nekem svetu ljudi, ki imajo razum, ki vedo, zakaj gre, ampak si prišel v neko banalno sfero. Ne? No, jaz mislim, da danes pri teh možnostih, ki so, jaz sploh ne gledam več radija ali pa televizije. Jaz sem fan posameznih oddaj. Jaz mislim, da danes imajo ustvarjalci, avtori imajo bistveno več možnosti, kot so jih imeli včasih. Jaz pa mislim, da ne. Jaz pa mislim, da danes vrhunska produkcija in vrhunska kvaliteta ne pomeni nič, če nima zraven še vsega spremljevalnega stafa.
Če nimaš kvalitetne oskrbe v sami instituciji, ki to plasira, nisi naredil nič. Če nimaš dobrega sodelovanja s spletnimi časopisi, nisi naredil nič. Če nimaš dobrega sodelovanja s tiskanimi mediji, ki so še zelo močni, nisi naredil nič. In če nisi prisoten med ljudmi, če nisi interaktiven, nisi naredil nič. Kaj je tepa asociacija na vrhunski izdelek? Misel, človeška misel. Kaj pa vrhunski marketing? To misel realizirati. Kaj pa zadovoljna stranka? En teden, recimo, na železniški postani ob pijači razmišljanja, kako je svet lep. Kaj bi pa rekel zate, da je dream business? Sanjski posel je, da se upiraš silam, ki te želijo pahniti v smrt. Namreč vse, kar delaš, je sanjsko, dokler imaš občutek, da se slabe stvari dogajajo drugim. Ko se pa enkrat to začne dogajati, da občutiš, da si končen, da občutiš, da se ti lahko zgodi marsikaj, takrat se začnejo pa stvari odvijati od tebe popolnoma drugače. Začne se spraševati dejansko, zakaj počneš to, kaj počneš, a bom to počel, ne bom, znaš reči ne, znaš se tudi nesramno obnašati, če je potrebno, in znaš biti tudi ljubeč, tako kot recimo včasih nisi bil. Hvala za tole. Ja, me veseli, jaz upam, da bomo kaj pametnega zrezali.